Še enkrat lep dober večer, lep pozdrav z moje strani. Lep večer vsem skupaj, res vas je lepo videti, pa upam, da bomo danes res doživeli eno potovanje v otroštvo, da se dotaknemo te notranje otroške energije. Tako, ker je tema pa karmična diagnostika, pa notranji otrok, znači bomo prvo malo o karmični diagnostiki sami, potem bomo povedali še o notranjem otroku, katere so stvari in zakaj so sploh, kaj je tisto bistvo pri notranjem otroku in katere stvari so dobre za narediti, potem bomo šli skozi proces. V tretjem koraku potem boste pa imeli še možnost za kakšna vprašanja individualna, kaj se vam so pojavila, tako da bomo tudi to odgovorili. Znači, sama karmična diagnostika je ena tehnika, katera ugotavlja vzroke. Znači, vzroke, zakaj so določene stvari nastale. Zdaj tukaj na naše področje je pripeljal Marjan Ogorevc, drugače je to razvil Lazarev in vsak je drugače malo tudi dela, vsak je drugače predstavlja in tudi mi malo na drugačen način delamo. Noben ne dela na isti način, tako kak bi neka osnova bila, ker tako dejansko ni neke osnove, ampak v bistvu je tukaj vodstvo in pa, da se vidijo vzroki, zakaj so določene stvari nastale. Ker je danes notranji otrok, tukaj se bomo nekaj pogovarjali, pa bomo govorili tudi o strahovih, zakaj prihajajo in to. Znači, za vsaki strah je nek vzrok, ali pa za neki primanjkljaj je nekaj vzrok, ali pa tudi, če je bila zamera, je nekaj vzrok za to, zakaj je to nastalo. Tako da o takih stvarih bomo danes govorili. Znači, karmična diagnostika je samo tisto orodje, lahko bi rekli bergla, katera nam pomaga pri temu. Znači, ena od tehnik. Tudi recimo s katerokoli drugo tehniko bi lahko prišli do takih stvari, mogoče malo na drugačen način. Karmična diagnostika pa znana dejansko po temu, da odkriva vzroke za določene blokade, za težave, za tiste, kar ne najdemo rešitve, zato ker se dotakne naše podzavesti, znači ne dotikamo se tistega, kar mi vemo, tisto, kar nam je jasno, ker drugače, če nam bi bilo to jasno, bi že to verjetno razrešili, ampak se dotika naše podzavesti, znači tistega nezavednega dela, katerega se mi ne zavedamo, in zakaj v določeni situaciji mi tako odreagiramo. To je taka ena avtomatizacija znotraj nas, je ta sistem. To je narejeno tako, kot če jaz sedaj nekomu dam roko, in drugi bo tudi najverjetneje v 90% dal, ne? Noter. To je tisti avtomatski sistem avtomatike. In zato, če imamo mi določene stvari v sebi, določena prepričanja, določene strahove, nerazrešene druge stvari, mi odreagiramo tako, kot pač odreagiramo, ker je zapisano to znotraj nas. Čeprav bi mi želeli zavestno drugače odreagirati, drugače narediti, da bi bil naš odziv drugačen, ampak ne gre radi tega, ker je v nas ta zapis. In karmična diagnostika pomaga pri temu, da mi odkrijemo vzrok, zakaj je do tega zapisa prišlo, da ga lahko razrešimo, ko ga dotaknemo, ga ozavestimo in ga potem lahko razrešimo. Nekaj na kratko o karmični diagnostiki. Boš ti še kaj to dala? Ne, sicer si super povedal, tako da ne bi dolgotvizla glede same karmične diagnostike. Po mojem je bolj zanimivo tudi, verjetno vsi, ko ste se že prijavili na ta webinar, vam je jasno približno, kaj je karmična diagnostika. Zdaj bomo pa se kar dotaknili malo bolj notranjega otroka, ne? Okay. Bomo zdaj naredili en tak. Malo šero to stvari. Samo povedati, vidite sliko? Ja, se vidi? Ja. Okay. Dobro, ok, super. Znači, tema je notranji otrok. Predno začnejo, da še predstavim malo sebe. Ja. To sem jaz. Moje ime je Urška Korun. S karmično diagnostiko se zdaj ukvarjam že skoraj približno 15 let. Šolala sem se na 2 šolanjih pri Marjanu Ogorevcu, tudi na naši akademiji. Sem bila stalno prisotna na naši akademiji Pesem duše.
Drugače pa sva skupaj z Zoranom ustvarila tudi oddajo Preprosto naravno, mogoče je že kateri od vas jo gledal, to je bilo pred leti, pred več kot 10 leti. In ta karmična diagnostika je osnova dejansko mojega profesionalnega dela, ki se potem širi naprej še na ostale metode, od šamanizma, intuitivne umetnosti in vseh drugih svetovanj, delavnic in tako naprej. Tako da na kratko to je o meni. Znotraj tega dela je tudi ta, se pravi notranji otrok, je eno izmed področij, ki se dotika tako šamanizma kot pa karmične diagnostike. Malo več o tem bomo tudi malo kasneje povedali. Evo, toliko na kratko o meni. Okay. Znači, jaz sem pa Zoran Zavor. Dejansko pomagam vsakemu, da pride do uspeha, ali je to na osebnem področju ali na poslovnem področju, tiste osebi, katera je pripravljena. In lahko je to individualno ali pa večinoma, kar jaz počnem, je skozi delavnice. Znači individualne oziroma skupinske delavnice. Največ sem zaposlen z Ustvarjalno akademijo Pesem duše, zdaj je že 15. generacija oziroma 16. že vpis, počasi začenja letošnje leto. Drugače pa s karmično diagnostiko samo sem se srečal nekje, mislim, da približno pred 20 ali zdaj že 21 leti ali celo 22 leti, ne vem točno. Kaj je bilo, glavni moj stik z energijo je bil prvo z Reikijem leta 1999, tako mi še že zdi kot neka zgodovina, kaj že 1999, ne? Koliko je že to staro. In potem za leto, dve zatem sem se srečal s karmično diagnostiko, takrat, ko je tudi Marjan izdal knjigo, takrat sem tudi Marjana spoznal in karmična diagnostika mi je bilo tisto zanimivo, ker je poiskala vzrok. Do takrat je bilo vse stvari so bile bolj znane kot energijske, da si ti dovajal energijo, odvajal, da si ti se lahko počutil ravnovesje čakre in tako dalje. Karmična diagnostika pa nekaj drugega je pa prinesla vzrok. Znači vzrok oziroma vzrok za blokade, za težave, za izzive, kje je vzrok in da se ta vzrok lahko razreši. Tako da je bilo zelo, zelo zanimivo in takrat s prvo generacijo z šole za bioterapevte sem se vpisal v njegov program in tudi potem po kakšnem letu sem že začel z individualnimi terapijami, kasneje tudi že 2-3 leta zatem ali pa že prej z Reikijem tečaji, z integralno bioergonomijo in kasneje tudi s karmično diagnostiko, katera je tudi sedaj v Ustvarjalni akademiji Pesem duše. Pa gremo mi kar naprej na notranjega otroka. Znači težave otroka, odkot kakšne so, večinoma so stvari. Zdaj, ena stvar je še, jaz to malo dal stran, bomo obrnil nazaj. Tukaj govorimo o arhetipih, znači o tistem delu, kateri je v naši notranjosti. Znači to ne govorimo sedaj o otroku kot fizično zdaj v naših otrokih ali otrocih, kateri vidite, ampak nas kot otroka bomo šli v preteklost skozi proces, ampak ta notranji otrok je tudi znotraj nas, še vedno. In tako imamo zraven notranjega otroka imamo še notranjo žensko, notranjega moškega in duša, katere so povezane skupaj. In danes bomo govorili o notranjem otroku. Znači, to je notranji otrok, kateri še vedno v nas živi. In radi tega notranjega otroka, kateri se je kot majhen, znači takrat pa zdaj pa govorimo o temu, ko smo mi fizično bili prisotni kot otroci, smo mi doživeli razne stvari in smo se jih zapomnili. In smo se jih zapomnili na tej ravni, znači ne zavestno, lahko tudi zavestno in pa tudi podzavestno. In zdaj recimo, če je nek strah, je lahko to izvira iz otroštva. Ja, ampak se nam potem skozi konstantno pojavlja v odraslosti. In to je lahko odraz tega notranjega otroka, prestrašenega otroka, kateri ni imel varnosti. Kdaj veste recimo, da deluje notranji otrok? Se pravi, takrat vemo, ko bi razumsko reagirali čisto drugače,
pa nas nekaj povleče, pa odreagiramo čist nekako po svoje, ne. Ponovadi nam je pol tudi ali žal, rečemo, kot da iz afekta delujemo, ampak to je delovanje notranjega otroka, ki deluje skozi čustva. Mi v otroštvu, in tudi če vidite, če imate svoje otroke, veste, da delujejo iz čustev. Ene stvari se jim ne more razumsko dopovedati. In tudi ta naš notranji otrok deluje iz tega čustvenega sveta. Zaradi tega je pomembno, se pravi, da stopimo v stik z njim na čustveni ravni, na tej energijski ravni, kateri bomo danes stopili, in ne na razumski ravni. Tako da tudi za naprej, če se vam bo še kdaj zgodilo, da delate iz afekta, ne se kaznovati, ne se obsojati, ker enostavno to deluje vaš notranji otrok, ne pa vaš odrasel jaz. Ok, bomo se vrnili nazaj. Ja. Ok, vidite, verjetno vidite, ne? Ok, znači nerazložljivi strahovi, znači njih smo se sedaj malo dotaknili, znači večinoma vsi strahovi izhajajo iz notranjega otroka, znači ta notranji otrok, ta majhen otrok je prestrašen znotraj nas. In lahko mi skozi življenje se nabildamo, da smo hrabri, da smo neustrašni, ne vem, in tako dalje, ampak v notranjosti še vedno nekje deluje ta strah. Še vedno nas je lahko nečesa strah. Bistvo pa potem kasneje je, da lahko preidemo, ena od stvari je lahko taka, da mi kljub strahu naredimo stvari. Ampak če pa premočen strah nas bo pa pač omejil in ne narediš stvari in jih ne dosežeš in ne moreš iti tam, kam bi želel. In če želim jaz nekaj narediti ali nekam iti, pa me pride, vse splaniram, ok, gremo, ampak potem se pa v meni sproži ta strah, kateri me enostavno zablokira ali pa zamrznem. In stisnem se in ne moreš nikamor iti. In ko je strah prisoten, je tudi dihanje zelo, zelo počasno, ne? Znači, dihanje skoraj tisto niti ne dihamo, ali pa čisto kratko dihanje je prisotno. In je dobro se takrat zavedati, da ko je strah, da začnete globje dihati. Zavestno, kljub temu, da me je strah, globje začnem dihati. Potem določene druge stvari so recimo občutek, da sem premajhen, da nisem dorasel nečemu, da ne morem narediti to. Lahko so nam v otroštvu govorili, da smo mi majhni, da smo pač manjši, da si manjši brat ali pa mlajša sestra, ki pač ne moreš to, ali pa ti si premajhen, ti si nesposoben, ti si nedorasel in tako dalje. In to lahko ostane zapisano z nas skozi, dokler se mi tega ne dotaknemo in to spremenimo. Zdaj pa spet odvisno je, od kakšnega karakterja smo, in tak karakter potem tudi mi odreagiramo. Lahko se skrijemo, se začnemo skrivati, znači na vsaka stvar, kateri državljaj od zunaj se začnemo skrivati, ali imamo potrebo celo, da začnemo bežati stran, ali se pa začnemo boriti. Gremo kontra tega. Pri tem bi omenila, ne bežati samo fizično stran, ampak tudi v mislih, ne? Se pravi, beg v svoj svet, beg stran od realne situacije, pa tako naprej, ne? Potem lahko pride tukaj potreba po dokazovanju. To je posebej še se zna pojaviti takrat, ko je boj. Če takrat oseba tudi lahko začne dokazovati in želi dokazovati. Takrat se vprašate, komu želim dokazati stvari. Ali želim dokazati o sebi, ali želim dokazati o staršem. Običajno so to starši tisti, katerim želimo dokazati, da smo dovolj vredni, da smo dovolj močni, da smo sposobni in tako dalje. In lahko celo življenje dokazujemo, pa če ne razrešimo mi tega, še vedno bo to v nas občutek, da nismo dovolj vredni, da nismo dovolj dobri. In vedno bo ta občutek znotraj nas, kar je pa dejansko vodi k določeni agresiji. In je to agresija znotraj nas, katera nas potem na določeni stvari razjeda. Znači jeza, potreba po tem dokazovanju, in je to, recimo, lahko bi rekli, da napadamo sami sebe. Pa ne vemo zakaj, ne? Zdaj
mogoče bo komu jasno, boste razumeli ta proces, kako poteka. Potreba po kontroli, znači da kontroliramo stvari, in vse tisto, kar je izven kontrole, nas vrže iz ravnovesja. Vse tisto, kar ni tako, kot smo pričakovali, vse tisto, kar smo tako želeli narediti, ali mora biti po moje, tu se potem pojavijo lahko taki občutki, mora biti po moje, ne, ali pa jaz imam prav in tako dalje. In pa tukaj sposobnost sprejemanja in dajanja ljubezni, ta se zgubi. Znači, ko imamo mi ali strahove, ali jezo, ali beg in se srce nekako zapre za te občutke in mi nismo sposobni sprejemati in dajati ljubezni, čeprav bi jo želeli. Drugo je zaljubljenost. Znači, zaljubljenost mi lahko čutimo en čas v življenju, potem mine, ampak ljubezen je to, da imamo mi radi sebe in tako dalje. Ampak začetek je tista osnova je, da imamo mi radi sebe kljub temu, kakšni smo. In sedaj predlagam, samo za trenutek zaprite oči, naredimo globoki vdih in izdih in vsak v sebi povejte, ampak resnično povejte. Sprejemam se kljub vsemu, kar imam. Kljub svojim napakam, kljub svojim pomanjkljivostim. Sebe sprejemam popolnoma takšnega, kot sem. Ok, naredimo globoki vdih in izdih. Odločitev. Odločitev je ena od tistih, katera je glavna, da naredi premik. Karkoli mi želimo narediti v življenju, katerokoli stvar, brez odločitve ne gre. In če se mi odločimo nekaj, bo lahko šlo v to stran ali v drugo smer. Znači, odločitev je vedno v našem življenju. Tudi če se mi ne odločimo, smo se odločili, da se nismo odločili. Tako da vedno so odločitve v našem življenju. In energijsko gledano vse, znači vi imate tukaj danes podporo za delo in morate se zavedati, da vsaka misel je energija. In tisto, kar si mi pravimo, kako smo sedaj rekli, da smo se odločili, znači smo se v sebi odločili tako stvar, da se izboljšamo. Znači, v bistvu so odločitve za začetek, da se bomo spremenili, da bomo spustili strahove in vse ostalo, kar je. Znači, to so samo par stvari, kateri so tukaj našteti, drugače lahko tu veliko kombinacij skupaj in tako dalje, kar izvira iz notranjega otroka. Urška. Se pravi, kot ste že berete, se pravi, notranji otrok simbolizira rast, ustvarjalnost, veselje in predstavlja to našo notranjo radovednost, igrivost, spontano izražanje. Vse to je v bistvu prenešeno tudi v odraslo dobo, če je naš notranji otrok v ravnotežju, v harmoniji. Če ni, smo že videli prej, kaj se lahko potem v odrasli dobi pokaže kot težava. Se pravi, negativne lastnosti notranjega otroka oziroma samega te otroške energije so površnost kot prvo. Se pravi, nagnjenost k plitkemu razmišljanju, delovanju se ne poglobi, ampak vse se želi na hitro, površno, tudi nekako s pretirano naglico se gre čez težave, čez situacije. Potem neodločnost, težave pri sprejemanju odločitev. Tu še posebej odločitev, ki so mogoče malo večje ali pa malo bolj tehtne, globoke, ne tako recimo vsakdanje. In pa pretirana radovednost lahko včasih vodi v vsiljivost, da oseba ne spoštuje zasebnosti ali pa meja drugih okrog sebe. Pozitivne lastnosti notranjega otroka pa so ustvarjalnost, ustvarjalna energija, ta sposobnost ustvarjanja novih idej, tudi uresničevanja novih idej, reševanja problemov, ko se pojavijo,
Potem optimizem, se pravi ta čisti, pozitiven pogled na življenje, na prihodnost, brez negativizma, brez skrbi in tako naprej. In pa radovednost, ta neskončna želja po učenju, raziskovanju, ta občutek, kot da gledamo stvari z novimi očmi. Če si predstavljate kot otrok, ki prvič vidi nove stvari, nove dogodke, vse nekaj na novo, in tudi ta energija radovednosti je super lastnost notranjega otroka. Ok, bomo zdaj dodali stran. Za sedaj bomo potem kasneje nadaljevali še z drugimi stvarmi. Teda, to so tiste osnovne stvari, katere so dejansko pri nas, verjetno jih imate vi še več in jaz še več in tako dalje. Vsi smo šli skozi to in jaz in Urška smo šla skozi te stvari, tudi večkrat skozi notranjega otroka, ker je notranji otrok, glede tega se lahko prikrajšajo, dosti stvari se lahko si prikrajšam v življenju, če so strahovi ali pa katerikoli drugi programi, katere smo omenili malo prej. Tako da, otrok je potrebno, da ga pozdravimo, da ga ozdravimo in da mu damo tako mesto, ki mu pripada. Tudi če smo bili majhni pred 30, 40, 50 ali več leti, je čisto vseeno, ta notranji otrok še vedno deluje znotraj nas in ta notranji otrok še vedno rabi in ljubezen in zadovoljitev in tako dalje. In če jih nasplošno ni dobil od staršev, potem lahko izhajajo take stvari, da pač se umikaš, se skrivaš ali se boriš. In ena stvar se morate zavedati tega, ne, da če imate vi to v sebi, pa če imate svoje otroke zdaj ali celo vnuke, da to, kar boste tudi pri sebi določene stvari spremenili, da se boste pomagali tem tudi svojim potomcem. Znači, da ne delate samo zase, ker boste vi naredili en premik in se bo tudi pri njih lahko določene stvari spremenilo. Če pa vi veste, da ste nekaj ga biksali pri svojih otrocih in tako dalje, da ste povzročili določen strah ali določeno blokado, boste pa lahko potem tudi otroku pomagali pri tem. Teda jaz predlagam, da gremo mi skozi proces. Skozi proces se bomo dotaknili notranjega otroka na polno in bodite pozorni na svoje misli, na svoje občutke, na vse tisto, kar se vam pojavlja. Znači, vse tisto je sedaj v vas. Vse tiste stvari so znotraj vas, katere pridejo sedaj na površje. Zakaj pridejo sedaj na površje? Zato, ker ste na delavnici. Zato, ker ste na delavnici in je to skupna energija in je tudi naša namera, je ta notranji otrok. In tu ste z razlogom in zato pride to na površje te stvari. In če boste čutili toliko procesa, da ste jezni ali pa da vas je strah ali pa da pridejo solze ali da se počutite nelagodno, je to čisto ok, je to super. Samo spustite ven. Jaz se spomnim, ko sem to prvič take stvari delal, moje je bilo tisto, meni so vedno rekli, pojdi stran, bodi tiho in sedi tam, ne, bodi na miru. In potem to lahko delaš veliki del življenja. Plus še vse ostali strahovi, kateri se pojavljajo in jih prevzameš potem od staršev, sploh ne veš, odkot prihajajo, ali pa starih staršev in tako dalje. In potem z njimi živiš in misliš, da so tvoji. Ampak niso. Dajo se to osvoboditi in je življenje veliko, veliko lažje. S tem upravim potem bronhi. In če kdo pozna bombone, ne, vedno jih reklamiram. Lakše se diše. Vse čas je reklama, ko sem jaz majhen. Točno zadihaš, ker ko si pod strahom, si vedno bo tisti v neki napetosti in skozi nekaj si noter stisnjen in vedno ta vdih in izdih je kratki. In je dobro, če imate večkrat, če se vam pojavlja strah, je dobro kakšne dihalne vaje tudi samo delati, tudi takrat, ko ni strahu. Da ko bo prišel strah, ko se pojavi, da takoj začnete dihati. Znači, da gre, da začne ta proces znotraj nas teči. Glavnim, mi gremo zdaj skozi proces, jaz vas vodim skozi to in bodite pozorni na svoje misli, svoje občutke,
svoje slike, telesno zaznava vse, kar se vam pojavi, in vse tisto, kar nočete več imeti, bomo dali globoki vdih in izdih. Znači, vse, kar se bomo dotaknili, vse, kar vam prade na misel, slika, občutek, vse tisto, kar nočete imeti, globoki vdih in izdih. Znači, bomo to predihali. In hkrati bomo napolnili z ljubeznijo. Znači, zato si bomo začetek povedali, vdihujem ljubezen in z izdihom se ljubezen razširi na moje telo. Tako da bomo hkrati sproščali vse tiste stvari, kateri niso ok, in bomo hkrati napolnili z ljubeznijo. Tako da naredimo neko drugo energijo znotraj nas. Vse ostalo v toku procesa, samo sledite tistemu, kako se počutite, kakšne imate slike in vse tisto, kar rabite sprostiti. Bistvo je, da gre ven. Globoki vdih in izdih. Prostite. Lahko si tudi sebi povemo, osvobajam se. Tako da sproti bom govoril stvari, sproti podpiramo vse, znači to je celo matrico vseh nas, ki smo tukaj. Tudi tisti, kateri bojo kasneje delali, bojo imeli podporo in možnost, da bodo to lahko naredili enako oziroma podobno. Pa predlagam, da se udobno namestimo, zapremo oči. In naredimo 2-3 globoka vdiha in izdiha. In si v mislih povemo, vdihujem ljubezen in z izdihom se ljubezen razširi na moje telo. Samo vdihujemo ljubezen in z izdihom se ljubezen razširi na telo. Če dovolj enkrat, da si povemo, ker energija sledi misli. In vsakim vdihom potem prihaja ljubezen in vsakim izdihom se razširi na telo. Tam, kam smo mi usmerili, tam energija gre. Mogoče je kdo od vas senzibilen in zazna, kako ljubezen potuje po telesu ali gre v določene dele nekje bolj. Če nič ne čutite, če nič ne zaznate, tudi ok. Čisto v redu. Važna je namera, kaj želimo narediti in energija gre tam. Še naprej vdihujemo ljubezen, z izdihom se ljubezen razširi na naše telo in počasi gre ven izven okvira našega fizičnega telesa, gre na našo avro. Če se ljubezen širi na našo avro in skozi avro se širi še naprej na prostor, v katerem se nahajamo. Če mi vdihujemo ljubezen in z izdihom jo skozi svoje telo, skozi avro širimo na prostor, da se povezujemo z vsem, kar je v prostoru, z ljubeznijo. In tako se z vsakim izdihom širimo vse dalje in dalje. Se širimo skozi mesto, v katerem se nahajamo, širimo skozi državo, skozi cel planet.
Smo povezani z ljubeznijo. Potem gremo še naprej, naslednje izdihe se širimo skozi vesolje. Skozi vesolje se širimo z ljubeznijo. Do neskončnosti, do vsega, kar obstaja. Tako da smo povezani z ljubeznijo, z vsem, kar obstaja. Še vedno cel čas vdihujemo ljubezen. In z izdihom se sedaj razširi na vse, kar obstaja. Ko smo povezani z vsem, kar obstaja, imamo dovolj energije za vse tisto, kar rabimo narediti ali želimo narediti. Če naprej vdihujemo ljubezen in se širimo z ljubeznijo skozi prostor in čas. In gremo skozi prostor in čas, gremo z ljubeznijo, potujemo v preteklost, postajamo vse mlajši, polnimo od sedanjega trenutka, gremo skozi leta nazaj, z ljubeznijo, gremo skozi leta nazaj do mladosti, do otroških let. Do rojstva in bivanja v maternici. Sedaj se nahajamo v maternici in napolnimo ta čas z ljubeznijo. Če boste zaznali kakšne neprijetne stvari, občutke, slike, samo globoki vdih in izdih. Ko si v sebi povejte, osvobajam se in hkrati napolnimo z ljubeznijo. Samo predihamo. Vse stvari, katere so bile takrat, ko smo mi bili v maternici 9 mesecev ali koliko je pač bila naša avantura takrat. Vsa ta čas predihamo, sprostimo napetosti in polnimo z ljubeznijo. Mogoče boste zaznali kakšne občutke tudi strahov od staršev. Mogoče takrat, ko je mati spoznala, da ste prišli. Lahko so tudi kakšni drugi strahovi ali kakšni drugi občutki, nesprejemanje ali nezaželenost. Samo dihamo in sprostimo. Dostikrat se zna pojaviti občutki od drugih, od staršev, kateri še vedno potem nosimo s sabo. Pa samo dihamo, sprostimo. Tudi če nam ni vse jasno, samo dihamo in sprostimo in hkrati polnimo z ljubeznijo. Samo dihamo.
Dihamo, sprostimo vso bolečino in vse tiste občutke, tiste misli, slike, ki se vam pojavljajo, pa niso ok. Globoki vdih in izdih. Predihamo. Spustimo, tako, samo gremo. In napolnimo hkrati z ljubeznijo, da se energije harmonizirajo, da postavimo nove temelje. Napolnimo vsa ta čas bivanja v maternici. Dihamo, polnimo z ljubeznijo in se z jasno namero v sebi prestavljamo na rojstvo. In sedaj napolnimo čas rojstva z ljubeznijo. In enako opazujete energije, misli, občutke, slike, kakšne so zaznave. Tudi če niso jasne, tudi če se vam nič ne pokaže, važna je namera. Napolnimo z ljubeznijo. Rojstvo. Polnimo z ljubeznijo. Če smo bili recimo rojeni prej kot pred 9 meseci, se mogoče v življenju ne počutimo dovolj zreli, dovolj odrasli. Če imate tak občutek v sebi, globoki vdih in izdih. Osvobajam se in hkrati napolnimo z ljubeznijo. Če je bil porod težki, pa je bil pomoč, ali celo carski rez. Mogoče imamo v sebi občutke, da vedno rabimo pomoč, da ne zmoremo sami, da nismo sigurni v sebi, da vedno rabimo neko potrditev od zunaj. In če zaznate kaj takega, samo globoki vdih in izdih sprostimo. Vdih, izdih, osvobajam se in polnimo z ljubeznijo. Dihamo, polnimo z ljubeznijo trenutek, vse trenutke poroda.
Še vedno vdihujemo ljubezen in se z ljubeznijo naključno prestavimo naprej. Leto, 2, 3, 4, 5, katero vam pač pride na misel, tam nekje do 7. leta se predstavite, da ste med 1. in 7. letom nekje. In opazujete sebe kot otroka, kaj zaznate, kakšne so misli, slike, občutki, kaj se dogaja. Je to prijetno ali to neprijetno? Se počutite sprejeto strani staršev, strani okolice? Če se počutite sprejeto, je ok. Če se počutite nesprejeto, globoki vdih in izdih. Spustimo ta občutek ven. Globoki vdih, izdih, osvobajam se in hkrati napolnimo z ljubeznijo. Če napolnimo tega majhnega otroka z ljubeznijo. Da imamo v sebi občutek, da nismo zaželeni, kot spol. So starši pričakovali drug spol. Globoki vdih in izdih, samo sprostimo. Globoki vdih, izdih, osvobajam se. In če zaznate potrebo, da bi rabili odpustiti staršem ali komu drugemu, odpuščam. Zaznajmo prvi strah, kateri se je pojavil, kdaj se je pojavil, če damo jasno namero. Lahko je to že bil v maternici, lahko je bil to pri porodu, lahko je kasneje. Kaj je vzrok za ta strah? Kaj se je zgodilo? Mogoče boste dobili informacijo, mogoče sliko, misel. Kakoli pride, pa če že ne želite več imeti, globoki vdih in izdih. Osvobajam se. In polnimo z ljubeznijo. Namesto strahu damo ljubezen, dihamo in napolnimo tisti čas z ljubeznijo. Vsi občutki, kateri se vam pojavljajo, misli, slike, vse zaznave, katere dobite kot otrok, pa je neprijetno, samo globoki vdih in izdih. In polnimo z ljubeznijo. Ne glede, ali je to strah, ali je to občutek, da smo premajhni, da smo predkrajšani, da smo nedorasli, ali potrebo, da se skrivamo, borimo, bežimo, ali da imamo potrebo po dokazovanju, ali se jezimo, karkoli. Globoki vdih, izdih, sprostimo in napolnimo z ljubeznijo.
Vemo v otroštvu, če smo ali sedaj, če smo neodločni. Kje izvira ta neodločnost? V otroštvu. Mogoče nas nihče ni naučil, mogoče smo se napačno odločili. Sprostimo. Če zaznate to energijo, globoki vdih, izdih, tudi če se nič ne pokaže, važna je namera. Osvobajam se. In napolnimo z ljubeznijo. Položite roke na srce. In se spomnite svojega otroka, notranjega otroka, otroštva. In svojemu notranjemu otroku skozi svoje srce, skozi ljubezen mu povejte, da ga imate radi. Da imate radi svojega notranjega otroka, če zavedate se, da imate radi sebe. Znači, tudi če niste nikoli čutili ljubezni od drugih, ali da vam nihče drugi ni rekel, da vas ima rad, vi sami sebi povejte. Vi si to zaslužite in vi lahko to naredite. Pošljemo ljubezen notranjemu otroku in si povejte, rad se imam, rada se imam. Samo pustite, da ta energija steče k vašemu notranjemu otroku. In ta energija deluje vse od vašega otroštva, bivanja v maternici do sedaj in potem še za naprej. In enako skozi srce povejte notranjemu otroku, da ga sprejemate. Sprejmite točno takšnega, kot ste. Sprejemam se točno takšen, kot sem. Rad se imam. Rada se imam. In z ljubeznijo objemite notranjega otroka. Notranji objem, ko bi sebe objeli, lahko se tudi fizično sedaj objavite in zaznate to toploto vašega objema, ljubezni. Zavedajte se, da objemate sami sebe, da sprejemate sami sebe z ljubeznijo. In se zahvalite svojemu notranjemu otroku in mu lahko povete, da je sedaj odrasel, da se lahko samostojno odloča, da samostojno sprejema odločitve, samostojno deluje in da zmore vse, kar je potrebno v svojem življenju. Da je dorasel, poln ljubezni, da lahko ljubezen sprejema in daje. Se počutim varno, se počutim varno v svojem telesu. Se v sebi zahvalite za vse. In dopustite, da ta energija steče in da se zasidra znotraj vas.
energija ljubezni, sprejemanja, zadovoljstva, miru, sigurnosti, varnosti. Da od sedanjega trenutka naprej lahko gledate drugače na svet, živite drugače. Počasi naredimo globoki vdih in izdih. In se zavedamo sprememb in odpremo oči. Zdaj, kot je Zoran rekel, notranji otrok je eden izmed teh notranjih arhetipov. Ja, evo, zelo lepe občutki, hvala. Ja, super. Notranji otrok je eden izmed notranjih arhetipov. Ti arhetipi izvirajo tudi iz šamanizma, tako da smo malo spojila in te šamanske znanja, katera jih tudi uporabljamo, in pa karmično diagnostiko. Naprej pa bomo na samem webinarju, ker to je kot uvodni brezplačni webinar, na samem webinarju naprej pa se bomo začeli ukvarjati tudi z notranjo žensko, z notranjim moškim in potem tudi z dušo, ki povezuje vse skupaj. Se pravi, vse te energije skupaj. Okay. Zakaj mi je bilo težko vnesti ljubezen v obdobje otroštva? Če čutimo, da nam je težko vnesti ljubezen, se pravi te občutke ljubezni, to pomeni, da enostavno nismo navajeni na to toplino, na to ljubezen, ali nismo bili deležni v otroštvu, ne v taki meri, se pravi, to gre za to brezpogojno ljubezen dajanje, ne. Lahko je bila pogojena ljubezen, se pravi, ali če bom pridna, če boš priden, če boš naredil to, če boš naredila na to, potem si pohvaljen, ali pa potem ti damo na nek način potrditev, drugače pa ne, ne. In to je ta pogojena ljubezen, ki v bistvu ustavlja to brezpogojno ljubezen, ko si sprejet ne glede na to, kaj rečeš, kaj si v otroštvu, mislim, ne, kako se obnašaš in tako naprej, ne. In te pogojene ljubezni potem vzrokujejo tudi lahko nastanek strahu, se pravi strah, da nismo dosti dobri, strah, da ne naredimo prav stvari, strah, da se ne odločimo pravilne stvari, ker je v ozadju, se pravi, ta ogroženost s strani oseb, ki so nam bile ljubljene, se pravi oseb, staršev, skrbnikov, stricev, tet, babic, dedkov in tako naprej, ne. Zaradi tega je težko začutiti ali pa vnesti ljubezen. Ampak tukaj je pomembno, če mi enkrat ni uspelo, ni hudir, da mi drugič ne bo. Se pravi, sam vztrajnost, pa male korake, pa 100 malih korakov je boljše kakor nobenega, ne. Eno vprašanje še bilo, se pravi, niste povedali, kaj ste vi čutili v procesu. Kaj si ti čutil v procesu, ko si te vprašala prej? Ja, nič takega, da se energije spreminjajo in da je potrebno pozornost dati na to, ko smo šli v rojstvo in da v rojstvi se dosti stvari nabralo. Tako da tudi kasneje potem, ampak tisto rojstvo je bilo dosti bistveno, da smo se ga dotaknili. Drugače v samem procesu bi recimo zdaj šli samo do otroštva, ampak mene sovodniki so vodili nas prvo v maternici in potem še rojstvo. Tako da drugače sam proces bi bil tukaj notranjega otroka je bilo samo otroštvo. Ampak jaz se vedno pustim voditi in to je to, ko vodniki želijo, da se nekaj druga naredi. To so, znači ne samo moji vodniki, to so vaši vodniki narekovali to meditacijo oziroma ta proces, ker karkoli da počnemo, ne počnemo nič naučenega. Ampak vedno delamo tisto, kar je potrebno za določene osebe. In to je, kar je skupina, kar je za večino potrebno, tam gre energija in v tisto smer in to tudi delamo. Ker vedno se ustvari, se pravi, kadarkoli se naredi neka skupina, se zmeraj pridejo ljudje, v bistvu duše,
z enim nekim skupnimi stvarmi. In potem je tudi skozi karmično diagnostiko, skozi proces je lažje začutiti, v bistvu se začuti skupne točke vseh ljudi, ki sestavljajo to skupino. Ne. Zaradi tega pa lahko tudi si voden in potem lahko začutiš neke skupne stvari in potem, ko ljudje to skupinsko razrešujejo, potem tako močna energija. Mislim, da je bilo tudi vprašanje glede moči. Tudi na posnetku, tako je že rekel Zoran, podpora velja, se pravi tudi za vas, ki ste trenutno zdaj in kakor tudi za vse, ki bodo poslušali ta posnetek. Ker energija ne pozna časa, ne pozna kraja, ne pozna omejitev in ta podpora se lahko naredi tudi v bistvu za naprej. Tako da bo tudi na posnetku je enaka, se pravi podpora, pa enaka moč, kot jo zdaj recimo čutite. Ne? Aha, boš ti še to odgovoril? Kjero? Ta zadnja odgovorica. Še imamo občutek hladu preko ramen in hrbta. To smo že rekli prej, ne, da večinoma so strahovi, ko je hlad. Ko prihaja hlad, ko gre ven, ko nas zebe do kosti, je to strah, ker je lahko zakoreninjen zelo, zelo dolgo in to je bilo skozi noter in potem, ko se dotakneš tega strahu, gre to ven. Lahko se tudi še kakšna kombinacija še koga drugega, ampak večinoma je strah zna zelo, zelo hladen biti. Se poznate ta rek, ne? Moj nagnal strah v kosti, ne? To so stara rekla, imajo neko osnovo, ne? Bazirajo na eni taki trdni. Tukaj pa še posebej recimo, ne, zdaj, če to ramena pa hrbet, dostikrat ramena pa hrbet predstavljajo naši predniki. Teda lahko ta strah tudi ni bil naš, lahko ta bil prevzet od prednikov in potem je to se sprošča še tisto, kar dejansko ni naše. In takih stvari imamo mi tudi dost, katere nosimo od drugih, pa sploh ne vemo, da jih nosimo. Dostikrat tudi prednikov dobimo. Ne? Jaz se včasih pošalim, ne? Vsaj nekaj smo podedovali, ne? Če ne druga smo podedovali strah ali pa jezo in tako dalje. Že nič drugega. Ampak malo za šalo, ne mi je res ne imati, res se rad šalim, samo moram to povedati včasih, tudi tisti, ki me ne poznate, da veste, da je šala. Kjer si rekla zadnje? Od Borisa je možno, da je občutek med procesom rahlo neprijeten in prijeten skupaj. Tudi občutek budnosti in spanja skupaj. Ja, to so normalni občutki, tako da je to med procesom lahko imate tudi feeling, da vas odnese, da vas zakimate, zaklinkate. Znači, to je super, so stvari, zato ker ste takrat stiku s podzavestjo. Znači, s tistim, kar smo govorili prej na začetku, znači tisti zavedni del, ko se mi zavedamo, pa tisto, kar se mi ne zavedamo. In tega smo se mi dotikali, ko se ne zavedamo. In včasih nas odnese ali pa zaspimo, radi tega, da ne bi zavestno blokirali te stvari. Znači, da se proces lahko steče do konca, da lahko mi se spucamo, enostavno nas zmanjka. Ampak podzavestno pa še vedno to delamo. In zato možgani vejo, kaj rabijo delati, ker, kako sem vam že rekel, v toku procesa pa že prej, važna je namera in energija sledi misli. Tam, kam gremo, tam, kam damo namero, tam gre energija. In lahko je tudi ta občutek malo prijetnosti, malo neprijetnosti, se mešajo skupaj. To so čisto normalne stvari. Ker to so lahko tudi včasih kakšne nove stvari. Recimo, če čutite prvič neko novo stvar, je lahko tudi tak občutek. Se pravi, ko čutimo nepoznan občutek, pa ne vemo, ali nam je prijetno ali pa neprijetno. Ne? Tako, gospod, je še eno vprašanje. V zgornjem predelu pljuč rahla napetost, je to normalno? Ja, pljuča ali pa katerikoli del telesa odreagira, tudi tukaj vidim, da se piše na zamravljince, to je vse normalno. In tudi hlad, ne? Ja, hlad, mravljinci, lahko je tudi toplo, vroče, lahko da vas oblije znoj, vse so to reakcije in super je, če je reakcija. Tudi lahko, da ste kaj imeli bolečino. Ja. Če se kaj kakšna bolečina pojavila, pa je zginila, tudi to je normalno, zato ker tam že dlje časa ni pretoka energije. Znači, ko se delajo taki procesi, se lahko sproščajo take stvari in super je, zato ker to je ves čas iznotri nas, znači ta hlad ali pa ta bolečina ali to mravljinčenje cel čas v telesu, čeprav se ga mi ne zavedamo.
In ko mi to sprostimo, mi dovolimo, da se telo lahko regenerira, lahko tudi celo pozdravi in pa imamo več energije za druge stvari. In ko napolnimo z ljubeznijo, sedaj imamo mi možnost, da na to ljubezen lahko dodamo dobre odnose ali pa imamo novi cilj in lahko ga dosežemo, prej ga nismo mogli in tako dalje. Teda, več je ljubezni v telesu, več stvari bomo lahko naredili. Več sprostimo teh stvari, boljše je. Teda, včasih, to je zdaj začetek. Nekdo, če je tukaj prvič, že čisto razumem, da lahko to so neznani občutki in tako dalje. Vi pa, kateri ste že malo bolj izkušeni, pa tako veste, da to čisto normalno, da za vsakim občutkom ali mislijo ali tako sliko, ko je, stoji lahko neka reakcija. Včasih pa pač ni, se pač sprosti. In ko nekaj časa delaš, ti pač postane že to kot samoumevno in niti ne zaznavaš to toliko, ampak enostavno veš, da delaš in potem vidiš reakcija tvoja ali pa počutje je drugačno. To je še eno vprašanje, in sicer bo za ponoven učinek dovolj samo še enkrat poslušati proces? Bo za ponoven učinek. Zdaj, če sploh potrebno še enkrat, ker take stvari, ko se delajo, je dost, ko se enkrat dotaknemo, če se ona očisti do konca, je dovolj. Če pa ni, se pa še ponovi ali pa se še malo popuca. In ko se enkrat spuca, potem je dobro to vzdrževati. Spravim, da tako kot v stanovanju, kot brišeš potem prah. Ne rabiš na novo renovirati, ampak samo pobrišeš prah, to pomeni kakšna meditacija ali pa ljubezen, vdihujem ljubezen in z vdihom se ljubezen razširi na moje telo. Že če to delate skozi dan, pomeni, da boste vi vibrirali z ljubeznijo. In nekaj druga je vibrirati z ljubeznijo, ko pa z določeno občutkom jeze ali pa strahu. Zdaj, lahko preverite, če mi ne verjamete, recimo, če samo pomislite sedaj na nek strah ali pa na jezo. Verjetno se ne počutite okej. Če pa pomislite ljubezen, pa verjetno nekaj drugega. In to je to, telo zelo, zelo hitro odreagira. Zelo hitro odreagira in zelo hitro sprejme vibracije. In vse stvari, katere so okrog nas, in tudi potem kasneje drugi ljudje okrog nas zaznajo našo vibracijo. In če smo do sedaj bili v strahu, v jezi, pa želimo dati ljubezen, nekomu je ne moremo dati, ker imamo strah in jezo v sebi, ali pa zamero, ali pa skrbi. In to dajemo v okolico, to dajemo partnerju, to dajemo otrokom in tako dalje. Ko pa enkrat ljubezen v sebi, pa to dajemo ljubezen drugim. Dokler pa ti imaš več strahu, jeze, žalosti, razočaranje, krivde in tako dalje, ti drugim daješ okrog sebe to energijo. In se potem sprašuješ, zakaj mi ne gre, zakaj imam slabe odnose, zakaj se to dogaja. Zaradi tega, ker je znotraj naš taka vibracija, ker je neprijetna vibracija. In tudi verjetno vi, ko ste pri nekomu, ko ga vidite od zunaj, da je jezen ali pa da je v strahu ali pa kaj, se tudi ne počutite najbolje, ne? Ko vidite, da se nekdo razjezi, boste rajši se odmaknili verjetno stran, ne? Edino, če imate tisto potrebo, zdaj jim pa fajt. Tako da, če imate pa ljubezen, naj pa tudi drugi zaznajo to ljubezen. In boljši so odnosi in partnerski odnosi in starši in z otroci in tako dalje. In vse, kar naredite vi na sebi, koliko imate vi ljubezni, toliko lahko vi svojim otrokom date ljubezni. Ker dokler vi skrbite, dokler imate ogromno skrbi ali pa strahov, kako bo z otroci, kaj se bo zgodilo, kje je kaj, vi dajete skrb in strah. Ne dajete ljubezni. Tega se morate zavedati, da vi vibrirate s to vibracijo in otroci zaznajo to. Znači, in od majhnega jih učimo, da bojo v skrbi in da bojo v strahu. Ne vede. Pa čeprav jim želimo zavestno ljubezen, ampak podzavestno mi vibriramo z tistim, kar nočemo vibrirati. In zato je pomembno, da mi pri sebi, ko enkrat to zavestimo, ko se tega zavedamo, da to lahko spremenimo in da lahko spremenimo ne samo svoje življenje, ampak življenje vseh naših bližnjih in še naprej, če je to pač naše poslanstvo. Toplo vam polagam na srce, tudi če nič druga ne boste delali, delajte, vdihujte ljubezen in da se z izdihom razširi na vaše telo. Je čisto enostavno, si lahko vsak dan povete, ne rabite nobenega orodja, ne rabite nič drugega, nimate izgovorov, da ni vdiha pa izdiha, ker je to samo ena misel, vdihujem ljubezen in z izdihom se ljubezen razširi na moje telo. Tako enostavno je. Okay.
Še eno vprašanje je, in sicer, kako veš, ali si dovolj delal na svojem notranjem otroku? Takrat, ko nimaš več potrebe, da bi ga spremenil, se pravi, ko nimaš več potrebe, da bi delal na svoji otroški energiji. Zdaj, če je to recimo, ne vem, glavna težava notranjega otroka, da si recimo, ali da je oseba vzkipljiva, da ne zna kontrolirati, se pravi, teh afektov, in če se to razreši, se pravi, ni več potrebe delati po notranjem otroku. Če je to strah, ko razrešimo strah, potem ni več potrebe, da delamo na notranjem otroku. Ampak, kakor imamo midva izkušnje, je vedno treba delati na teh notranjih arhetipih, ker se mi vedno razvijamo kot osebe. Tudi če ne delamo na sebi, tudi če ne delamo na svoji osebni rasti, vedno se razvijamo skozi življenje, ne? Nikoli nismo isti in tudi s temi notranjimi arhetipi je vedno treba delati na notranjem otroku in tako naprej, ne? Tako da to je tako eno skozi večno delo, no. Večno je treba preverjati, tako je Zoran rekel, se pravi, ni treba renovirati hiše, ni treba delati globokih terapij, ni treba delati nekih premikov, ampak dobro je pa vedno preverjati, se pravi, v kakem stanju sem, ne. Tako greste recimo, ne vem, frizerju, ali pa greste k zdravniku in tako naprej, je dobro tudi preverjati naš notranji svet, ne, kako stoji, ali sem v ravnovesju in tako naprej, ne. Okay. Če boste imeli še kako vprašanje, bomo še pol, da vam pokažem za naprej. Okay. Vidite še? Se vidi? Ja, se vidi. Okay. V redu. Znači, arhetipi, danes smo se dotaknili notranjega otroka in obstaja tukaj še notranji moški, enako, notranja ženska in pa duša, kateri so povezani skupaj. Znači, notranji otrok smo se dotaknili tega strahu in se, znači, notranji moški je tisti, kateri je lahko zelo aktiven ali aktiven in dela, ustvarja tiste stvari, katere rabi pač ustvariti v življenju, lahko se pa s tem blokira in je zelo jezen in se igra z določenimi stvarmi, kateri niso okej, in tako naprej. Spomnim se, da recimo naša učiteljica rekla takole, da lahko je to moški zelo razvit, lahko je zelo pameten, ampak dela kontra sebe. Znači, kaj pomeni, da je, ne vem, pod narekovaji glup moški dela, pa je razvit? Znači, kaj dela? Dela bombe in potem dela zaklonišča za te bombe. In to je tisti glupi aspekt notranjega moškega, kateri je obrnjena energija. Znači, pravi bi ustvarjal in deloval v notranje in najviše dobro za vse, ta pa dela kontra, znači ne razmišlja, nima tistega dela, kateri bi moral biti, da bi razmislil za najviše dobro za vse, ne? Tu bi sem rada še poudarila, da vse ti arhetipi, ki jih vidite, to so v vsakem človeku, se pravi in moškem in ženskem. Notranji moški je aspekt mentala, ne? Ima aspekt akcije. Notranja ženska je aspekt tega nezavednega, globokega intuicije, notranji otrok so čustva, tako kot smo že omenili, ne? In duša povezuje nekako vse skupaj, ne? In vsi ti arhetipi delujejo v nas, ne? Če je preveč aktiven notranji moški, se pravi, če je v neravnovesju, tako je rekel Zoran, potem postane glup moški, ne? Če pa je ta notranji moški v ravnovesju z notranjimi silnicami ženske, otroka in pa duše, pa potem lahko narediš velike stvari, ker kar si zadaš, lahko to uresničiš, ne? In zato, ne, notranja ženska, ne, je tisto, da lahko preveč dela, se daje, se razdaja in razdaja svojo energijo, to je tisti del, kateri ni okej, lahko je pa tista ustvarjalna, topla, mila, ko ve, kdaj se zaustaviti, kdaj se pocartati, kdaj biti ljubeča in tako naprej. In pa duša je pa zato tukaj, kot aspekt, zato ker duša ima pa moč. Duša ima moč, da naredi stvari in duša ima moč, da lahko sabotira stvari.
In te stvari, kak je Urška omenila, že vse 4 stvari so znotraj nas. In notranji otrok, katerega smo se danes dotaknili, in notranji moški, in notranja ženska in duša. Znači, ne glede, ali ste ženskega spola ali moškega spola, vse te arhetipe imamo znotraj sebe. In vsi te arhetipi rabijo biti enako usklajeni, ker če en manjka ali pa en ni v ravnovesju, ne delujejo, tudi ostali ne delujejo ok. In vedno nekaj peša, ali zdravje, ali odnosi, ali delo, ali finance, ali karkoli drugega. Zato, ker ni ravnovesja. In tukaj, če bi pogledali na te drugi sliki, znači tu zdaj predstavlja, danes smo se mi dotaknili tega dela, znači dotaknili smo se otroka. Rdečega dela. Rdeči barve. Znači nasproti je notranji moški. Je v beli barvi. In notranja ženska. Črna. In pa duša. Je rumena. Znači vsakega dela, ko se dotaknemo, ga uravnamo in potem še zadnje je povezava, znači da povežemo vse skupaj. Znači to vidite tudi v našem logotu, ko je vse to povezano in to je tudi naše delovanje že od samega začetka. Znači da je vse skupaj povezano. In v tem je naše življenje, vpliva na naše življenje. Se strinjate verjetno, da vpliva na naše življenje vse to, kar imamo pa kar nimamo v svojem življenju, kar se nam dogaja. Na naše zavedanje, znači da se mi določeni stvari zavedamo, in na znanje, tisto, katero rabimo. Tako da za naprej, naslednje smo pripravila naslednje take podobne 2-urne ali koliko bo pač potrebno enako webinarje za notranjega moškega, notranjega žensko, za dušo in pa potem še enega takega gratis, kateri je skupaj kot bonus, da se poveže vsi 4 arhetipi skupaj. Je še kako vprašanje na to, kar smo delali? Aha. Je notranji moški povezan z delovanjem očeta v našem otroštvu? Vsekakor, ja. Zato, ker ta moška silnica v nas, naša energija, se pravi ta aktivna energija za akcijo, miselna energija, in to energijo se mi učimo od moških v našem življenju. Ti prvi moški v našem življenju so pa bili oče, dedki, strici, se pravi vse moške figure, ki smo jih imeli v zgodnjem otroštvu. Če so bile te figure pozitivne, če so nam znale pokazati, se pravi varnost, akcijo, podporo, potem je tudi naš notranji moški tak. Če pa ne, če je bilo, ali so bile skrbi, ali so bili recimo tudi begi ali pa celo odsotnost očeta, pa se potem lahko začnejo težave v notranjem moškem, se pravi, ali mi iščemo ponovno, se pravi, lahko se podobno težave pojavijo kot pri notranjem otroku, iščemo potrditve, kot da nimamo notranje usmeritve ali pa podpore in vedno iščemo potrditev, usmeritev, podporo v zunanjih moških ali v partnerjih, recimo, če gre za ženske. Če gre za moške, recimo, iščemo podporo ali v podjetju, kjer delamo. Se pravi, vse povsod iščemo nekako neko tisto notranjo podporo, ki nam bi v bistvu mogel dati ta prvi moški v življenju, ne. Hvala tudi vsem vam, ko se nam zahvaljujete, pa nam pošiljate lepe komentarje. Tudi midva, hvala vam, da ste soustvarili ta dogodek s svojo energijo, s svojim časom, ko ste ga namenili nama, ne. Se veselimo, s kom bomo šli naprej, drugače pa te bojo take, kak smo povedali, potem bomo po planu še druge, tudi narediti še drugačne teme. Tako da bomo videli, kak bo čas dopuščal, ker nimamo veliko glih časa tukaj, ajde zdaj čez teden je bolj tako, je še v redu, ne. Drugače pa, jaz sem pa večinoma tak zaseden za vikende skoraj vse, za akademijo, tam pa je tisto, eni tukaj ste z akademije, eni ste že končali, eni ste v letošnjem letniku, če vidim, da se par generacij tukaj je bilo, lepo je nekatere videti po dolgem času. Tako da
Veste, kakšni so to procesi, ne, in koliko se lahko življenje spremeni in vse. In moje je to, da širimo to in da pokažemo, da lahko sami naredite, da sami lahko pridete do vseh stvari, kar je najpomembnejše, da ne rabite nobenega drugega, da se ne rabite obešati na koga, ampak da se naučite sami delovati. Znači, tukaj zdaj v teh kratkih, tu vam jaz ne morem vse naučiti, razen tega, da vam povem, da lahko vi vdihujete ljubezen in z vdihom razširite ljubezen, kar je osnova, to lahko delate. Drugače pa na akademiji, pa to jaz vedno učim, meni ne šteje kot samo predavanje ali pa teorija, meni šteje samo praksa. To, da se ti naučiš praktično delati, delovati, in to je tisto, kar takrat ste lahko svobodni, ker sami lahko urejate svoje življenje, sami naredite stvari in tako naprej. Ne? Pa še posebej prvo boste videli spremembe v odnosih, da odnosi postanejo bolj prijazni, ker naenkrat se nekako včasih reče ljudi čudežno spremenijo, ampak se ne. Naš pogled na drugo osebo se začne spreminjati, ker se naš pogled znotraj sebe do nas samih začne, do življenja se začne spreminjati. In potem tudi drugi ljudje začnejo drugače obnašati do nas. Prvo to opazijo tisti najbližji osebe, potem pa še naprej okolica. Ne? In potem vemo, da smo na pravi poti in da začnemo ustvarjati življenje in odnose take, kot si mi želimo. Ne samo v zavesti, ampak tudi skozi čustva, skozi samo energijo. Ne? To je v bistvu najin cilj skozi ta webinar. Da čutite, da imate moč, da lahko spreminjate svoje življenje na boljše. Ker čisto vsak ima možnost, samo testa odločitev, kako smo že rekli, odločam se za to in to, da naredim nekatere stvari, karkoli se želite odločiti, odločite se. Ampak jasno se pa tudi zavedate, če se ne boste nič odločili, ste se zopet odločili, da se niste odločili. Vedno je odločitev v našem življenju, vedno. Vedno je to so odločitve. In če se ne morete odločiti, pojdite zopet do notranjega otroka, zadihajte z njim, pošljite ljubezen. Glejte, da investicija, tisto, katero delate vi za sebe, je trajna. Da vse ostalo, kar boste naredili, je to tako. In naredite nekaj za sebe, karkoli boste naredili, karkoli se boste odločili, da boste naredili za sebe, boste videli, da bo to za vaše dobro. In včasih rabi človek narediti več, včasih rabi manj, včasih pride obdobje, ko moraš veliko delati na sebi, ko so kakšni težki trenutki in tako dalje. Tako da dobro je, ko veš vsaj nekatere stvari narediti, pa vsaj da nekaj spucaš, je to okej. Tudi ko pride spomlad, je tudi pravi čas za čiščenje telesa, na fizično, kako čiščenje telesa na splošno. Tako je tudi dobro, da nekaj poskrbite tudi za svojo dušo in za svoj tisti notranji del, da ste lahko mirni, spokojni v sebi. Teda to je pa tisti del, ko so meditacije pa procesi, da poskrbite za svojo dušo. Da čistite en del, da brišete ta prah ali pa greste tudi temeljito renovirati, čisto odvisno, kako ima kdo potrebo oziroma kako kdo rabi. Lepo se imejte, lep večer vam želimo. Se vidimo na webinarju.